Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli. Tokrat smo skupaj že v 9. utrinku. Danes z mano je čudovita Maja Založnik. Maja, prisrčno dobrodošla. Pozdravljena in pa hvala za povabilo. Res mi je prijetno zdaj v tvoji družbi. Poznava se par minut in se zelo, zelo prijetno počutim. To je to. Pa dajmo najprej par besed. Maja, s 3 besedami opiši sebe. Ja, najprej bom rekla dobrosrčna, iskrena in pa to je vedno tako težko, ko se omeji na 3 besede. Ti pomagam. Prosim. Nasmejana, pozitivna, sijoča. Hvala lepa, ja, to je to. Tako, greva v utrinek številka 9. 9 je pravljično število. Je zadnja enica, z njo včasih zaključujemo. Kaj te predstavlja število 9? Število 9, kot si omenila, pravljično. Konec enega obdobja oziroma povod v začetek nekaj novega. Pa nekako bi to rekla, no. Super. Meni je številka 9 zanimiva iz tega, ker če jo postaviva tule vmes, ena vidi 9, ena vidi 6 Tako je. in obe imava prav. Zato je najbrž se tudi 9 zaključuje zgodbe vedno na prav način. Tema današnjega utrinka je lepota čutenja. Ga preberem? Prosim. Dovoli si poleteti. Predtem odvrzi odvečno prtljago. Odvrzi bolečino, žalost, strah in jezo. Prisluhni tišini. Odpri se ljubezni. Sprejmi toplino. Začuti notranji mir. Pripravljen si na polet. Pripravljena si na polet. Razpri roke in potuj. Zaupaj, čuti. Uživaj v lepoti čutenja. Sledi svojemu srcu. Kar pa nisva povedali, je, da tebe vodijo čutenje na en drug način. Sporočila predajaš tudi skozi glasbo. Čutiš in to deli s publiko. Kaj ti ta tvoj dar pomeni, kaj ti predstavlja v življenju? Moj glas in ta moj talent, v bistvu sem se kar malo naježila, ko si prebrala tole čudovito pesem. Jaz tudi vedno znova ponavljam, da je treba slediti svojemu srcu in delati to, kar čutiš in kar te razveseljuje. In moj glas je nekaj najlepšega, poleg moje hčere v življenju, kar sem dobila pri rojstvu in šele kasneje, pri 18 začela razvijati. In sem srečna, da lahko s svojim glasom razveseljujem ljudi, da se dotikam njihovih src in dam to sporočilo, ki jo pesem govori. In včasih tudi sama sebe ulovim, da mi je težko pri srcu ob petju tega besedila, te pesmi, ampak največ šteje, da se res koga dotaknem in ali koga razveselim, ali razjokam, ali spravim v ples. Vem, da sem zato rojena, da delim ta svoj talent, svoj glas in srečna sem, da imam to možnost, da lahko to v čim večjem obsegu počnem. Če povzameva na nek način, zakaj so nastali te utrinki v obliki video. Pravijo, da imamo znanje, da imamo moč. Jaz pravim, da ko znanje, izkušnje delimo, imamo super moč. In zato je tudi fajn, da ti deli svojo zgodbo, da s tem in svojo mimiko telesa pokažeš to svoje čutenje. In s tem, ko pelješ, odpreš vrata svojemu glasu, dovoliš si poleteti. In hkrati tudi drugim na drugi strani, ki ti prisluhnejo, lahko poletijo. Ja, kot si rekla, včasih so besedila težka in se odvrže kakšna bolečina, žalost. Ampak jaz vedno tako pravim, če je to nekje v našem telesu, je pa mogoče čas, da to odvržemo in gremo lahkotneje naprej. Potem pridemo do miru in smo pripravljeni na polet. Ali si ti mogoče opazila, da si v svojih različnih življenjskih obdobjih
te privlači, pritegne različna glasba, različna besedila? Ja, bom rekla, kar od vsega začetka rada poslušam različne zvrsti. Spoštujem vse zvrsti, vso glasbo, to vedno znova ponavljam. Sem se tudi poskusila v različnih žanrih, od popa, rocka, jazza, bluza, soula. Priznam tudi sem prepevala tudi hrvaške, nekatere. Pa tudi se je že zgodilo dve narodno zabavni pesmi sem odpela. V glavnem, odprta sem za vso glasbo in za različna sodelovanja, ki jih imam še kar precej za sabo, z različnimi glasbeniki in nekdo včasih reče, ja, se ne najde, ja, iščemo se celo življenje in v bistvu iščeš tam, kjer se najboljše počutiš in delaš to, kar te veseli in kar čutiš v tistem momentu. Pa jaz mislim, da smo tudi mi različni v različnih obdobjih, ne? In se spreminjamo, sploh me mamice, ki se otroci nas marsikaj učijo in sigurno, jaz če gledam iz svojega vidika, sem danes drugačna, kot sem bila pred 5 leti ali pa pred 7. Tudi mogoče malo bolj določene stvari znam bolj ceniti, sem hvaležna. Šla sem čez pot, kjer sem se tudi čisto popolnoma odprla in dan si dovolim odpreti srce, biti nasmejana in pokazati, da mi je lepo. To največ šteje, da smo v svoji koži super in kak si znotraj dobro počutiš in si zadovoljen sam seboj, to takoj lahko ven pokažeš. Ne moreš, kako bi rekla, biti naštiman in pokažeš to, kar čutiš, ne moreš zaigrati, to sem iskala besedo. In tudi pri sebi opažam, pravkar mi je par dni nazaj en kolega rekel, Maja, odkar si postala mama, si kar par stopničk zrasla in v svojem izgledu, v svoji energiji in v vsem tem, kar počneš, nekaj posebnega izžarevaš. Se mi zdi, da je to res, odkar sem dobila svojo Arvenje, življenje se nam je z Markom popolnoma spremenilo in nekaj najlepšega, kar sem sva dobila v življenju. To je sad ljubezni. In sad ljubezni je res božanstvo. Jaz še vsake toliko časa se ustavim in si mislim, kako smo narejene bitja, sploh ženske, da smo sposobne v svojem telesu omogočiti novo rojstvo, da razvoj pri nas poteka. In to so res take posebne vezi. In sploh otroci s to njihovo iskrenostjo, žarom, ljubeznijo nas marsikaj učijo. Hkrati pa z njihovo ko so muhasti ali pa jezni, kako bomo mi odreagirali. In evo, oni nas učijo, ne? Kako bomo mi odreagirali. In konec koncev, to so tudi lepote čutenja. Ja, jaz prav včasih zadiham, ko me Arven razjezi, zadiham, okej. Ne želim na njo agresije ali pa kakršnega koli drenja, ko se včasih v tistem momentu raje se ugriznem za jezik in vprašam, kaj je narobe, povej mamici, kaj te jezi. In tukaj nas testirajo in nas učijo. Jaz sem tudi testirala že marsikaj, da sem začela malo tiše govoriti ali pa potem rečem, tukaj sem, dobro slišim. Lahko tudi šepetaš, mislim tako, ja, sej verjamem, da pride kdaj tu trenutek, ko je težko, sploh če imamo veliko drugih obveznosti, ampak v veliki večini je pa tista naša samokontrola. Ampak jaz vseeno mislim, da ko smo mi noter energijsko uravnovešeni, pa sijemo, da dejansko ne moremo padati tukaj iz ravnovesja. Ne bo nas razjezilo določene stvari. In res, tudi ljudje, ki nam prihajajo nasproti, neke lekcije, vzeti raje kot učitelj, da ne gledamo na tisto, kaj mi hočeš škodovati. Ne, nekaj me je naučil, gremo naprej. Ja, te lekcije, bom temu rekla, ali pa ljudje so nas naučili marsikakšno lekcijo, tudi mene. V zadnjem obdobju, pred rojstvom Arven, sem imela nekatere ljudi v življenju, ki so me marsikaj naučili, pa jih ni več. In sem svobodnejša in še bolj lahko sledim svojemu srcu. Tako da sem pa hvaležna za take ljudi, da se marsikaj naučimo. Ja, mi se spreminjamo, oni se spreminjajo
In resnično je treba gledati, da ljudje nam prihajajo in odhajajo. Ja. Sicer jaz tako pol, včasih mi je iskreno povedano, mi je kdaj hudo, ali zmanjka časa, ali se določeni stiki, ne skregamo se, ampak se ne zgodijo več tako pogosto. Ampak potem si mislim, aha, mogoče smo zdaj na tej poti, kjer se toliko ne rabimo, ko se bomo pa rabili, imamo pa vse kontakte, da se ponovno najdemo. Tako je. Predvsem se mi zdi pomembno, da pa delujemo srčno, da se ne skregamo, pa da nimamo nekih slabih vesti. Enostavno dovolimo, da se poti odvijajo. Ja, in če ne gre, mi kako rečemo, če ni za biti, je pa za iti. Ne, če nekaj res ne gre skupaj, pa boš, da gremo vsak svojo pot in smo srečni, kot pa da bi skupaj karkoli delali, sodelovali, ustvarjali. Tako da ja, imamo pa zdaj v tem času toliko možnosti kontaktirati različne ljudi oziroma te, ki so nam blizu in tudi kakšne druge in spoznati koga novega, tako kot sva se midve spoznali. Ja. Evo. Vse se zgodi z namenom. Naključij ni, a Tako ne? je, ja. Kaj bi še dodala za lepoto čutenja? Kako jo začutiš zjutraj, ko se zbudiš? Zjutraj, ker res sem tip človeka, ki rad spi. In zdaj, kako imam Arven, je tega manj. Ker zjutraj se vstajamo in greva v vrtec. Najprej imam, da moram na hitro sebe urediti in da lahko na lep način Arven zbudim, da jo oblečem, da se pomeniva, da ji namenim par poljubov, ki jo bi non-stop jo ljubčkala, oziroma se jo. In da na nek način lepo grem v nov dan. Sicer je včasih trmasta, ker se noče obleči ali pa kaj podobnega, ampak si vzamem čas za njo in da se spravimo v vrtec. In potem grem na kak sprehod, pridem domov, ob kavi potem si rečem, kaj bom vse počela danes oziroma dopoldan, dok moj Marko ne pride domov, da izkoristim ta čas, ko sem sama. Tako da na tak način. Za nove načrte, nove stvaritve. Ja. Mene pa zanima, a mogoče ti tudi besedila sama pišeš? V bistvu zdaj v zadnjem času se kar poskušam v pisanju besedil. Moram priznati, da v slovenščini imam še težave. V angleščini ne vem, zakaj lažje napišem tekst, ampak ja, sem že tudi sama pisala nekaj pesmi iz mojega albuma in angleške in slovenske, tako da se nekako poskušam in razvijam in se iščem še v tej smeri. Tako da si pa želim čim več svojih lastnih tekstov prepevati in jih deliti z ljudmi. Super, mi se že veselimo. Pa dajva pomisliti, kaj lahko še poveževa za lepoto čutenja. Če gledamo ali moške ali ženske, lahko te besede na različne vidike povežemo. Se pravi, tako kot smo rekli, ta notranji si. Predvsem se mi pa zdi pomembno, da tisto čutenje, da si vzamemo čas, da si dovolimo čutiti tako partnerja, kot otroka, kot prijatelja, kot poslovnega partnerja. Seveda, vsega na svoj način. Ampak največji izziv v današnjem času je, da se vse hiti, da se od nas pričakuje, zdaj ko je ta sodobna elektronika, ne samo 100% učinkovitost, pa dajmo 120. Potem je pa še razne obveznosti, pa razna gospodinjska opravila. In najbolj pomembno je, da si znamo vzeti čas zase. Dejansko, da začutimo svoje telo, da ne gledamo na svoje življenje za 10 let nazaj, da imamo občutek, da je šlo prehiter čez. Imaš kakšen nasvet? Kaj bi ti svetovala tem, ki so danes z nama, kako si lahko oni vzamejo čas, pa da začutijo to čutenje, to lepoto v sebi? Tudi jaz se včasih sama sebe iščem, na kak način si vzeti čas zase. Jaz bi svetovala, pa ni treba, da je to pol ure, 1 ura, lahko je to 5 minut, lahko je to 1 minutka oziroma ena pesem, ki jo poslušaš 3 minute in se mogoče zamisliš tu pri sebi, a si zadovoljna sama s sabo, se imaš rada, se pogledaš v ogledalo, greš na strnišče
ali pa se pod tuš skočiš. Jaz včasih nimam časa za sebe, da se postuširam v miru, ker ta mala vedno pride notri v kopalnico. Ampak, ko se recimo obrišeš, se pogledaš v ogledalo, umivaš zobe, tistih par minut, zapri oči in poskušaj se pogledati vase in se res vprašati, a si zadovoljna, se imaš rada, ker to je najbolj pomembno, ker vse izvira od tebe. Ker če boš ti zadovoljna, ali pa zadovoljen, bodo zadovoljni vsi tvoji domači in ne bo nekega stresa. To sem se ogromno naučila, odkar sem mama. Prej nisem se znala poglobiti vase, zdaj pa kak imam Arven in rečem, če jaz ne bom v redu, ne bo Arven v redu, ne bo partner, ne bo muzika, vse bo padlo v vodo. Ker če jaz bolim, jaz na nek način držim niti doma. In je zelo pomembno, da se vzamemo tistih par minutk, koliko imamo časa, če več, je tudi super. Jaz se recimo sprostim tudi, ko vaje delam. Vokalne vaje so res zelo nenavadne, smešne, ampak to je na nek način moja vrsta meditacije. In tudi potem, ko pojem, ker je to tudi moja služba, poskušam meditirati skozi pesmi. Pa jaz to gledam iz tega vidika, da, če sem nadaljujem, da ko smo mi v svojem stebru, pa ko se mi dobro počutimo, res sijemo in tudi ne rabimo toliko energije pri nekem pretvarjanju. Se pravi, da smo mi doma utrujeni in vse nam gre na živce, potem poslovno moramo biti pa nasmejani in v redu. Se pravi, igramo svoje različne vloge in je enostavneje je živeti. Manj energije gre v nič, manj truda, da smo mi vse posod v ravnovesju. In če smo mi doma v domačem okolju dobro počutimo, potem verjamem, da se tudi poslovno odpira. Ker tudi verjamemo v sebe. Je pa res, da včasih vse ne gre takoj. Ne gre točno takrat, ko si mi želimo. Lahko pride kakšna ponudba, pa mi na vsak način hočemo, da je ta pogodba podpisana marca. Mogoče pa takrat ni pravi čas, mogoče pa maj. Tako da to je tudi ena stvar, in da si vzamemo čas, in da smo potrpežljivi na nek način. Ja, ta potrpežljivost in vztrajnost, ker pri meni recimo se odraža v tem, jaz sem za sabo, ne vem, če si zasledila, 10 talent šovov. Wow. Tu pri nas v Sloveniji 10 talent šovov in ta zadnji 10 je bil v Nemčiji, na Glasu Nemčije, The Voice of Germany. In nekateri, ko so me v domačem kraju srečali, a ti se kar trudiš, še kar hodiš na talente, še kar poješ. Ja, ker to sem jaz. Jaz sem šla na vse te talente zato, da se na nek način pokažem. Ampak zdaj na koncu, ko potegnem črto, je najbolj pomembno to, da jaz napišem svoj tekst, da naredim svojo melodijo, svojo pesem, ki se bo dotikala ljudi. Ampak skozi leta in skozi izkušnje sem se učila in prišla zdaj v bistvu do tega spoznanja. In ta vztrajnost in, kot si rekla, vse v svojem času, očitno ni bil pravi čas. Da še omenim, lansko leto sem se tudi na EMO prijavila. Res toliko močna želja je priti na ta evrovizijski oder. Ampak tako sem 100% bila za svojo pesmijo, da bo sprejeta, da bom na odru EME. Ampak ni šlo skozi. Oziroma, nisem bila sprejeta, ampak ni konec sveta. Bom poskusila naslednje leto. Naslednje leto pa bo. V tem času bom pa vse delala za to, da bom jaz zadovoljna, da bom delala novo glasbo, da bom rada bi nov CD izdala. Planov je še pa še. Super. Tako da ja. Super. Ja, mi vsi skupaj se veselimo novih lepot čutenja s tvojo glasbo, s tvojim žarom, energijo in že samo podobo, ko napolniš prostor in je prijetno v tvoji družbi. Jaz zaključim s parimi besedami, potem pa ti predam še besedo. Vsem želim, da se dobro počutite v vsem, kar počnete. Ne pozabite si vzeti čas zase. Lahko vam povem iz svoje izkušnje. Bila sem v obdobju, kjer sem se ves čas dokazovala. Sebi, predvsem sebi. In sem ugotovila, da je bilo preveč za telo. Pa ne gre se samo v poslovni smeri, ampak tudi doma in v gospodinjskih opravilih. In nekako sem spoznala, da telo ni pripravljeno na kompromis 130% obremenitve. Zato je bilo namen, da sem določene stvari spustila in bila primorana prisluhniti sebi.
Zaradi tega sem tudi nekako vstopila v ta svet energij, raziskovanja, spoznala tudi veliko podobnosti z kemijo. In res vem, da ta čas, ki ga namenjam sebi, da sem sama kot boljša mati, žena, partnerka, prijateljica v vseh svojih vlogah, zelo dragocen. In splača se investirati čas zase. Lahko tudi s poslušanjem glasbe ali sedenjem v tišini. Bodite pozorni, če ste v tišini, samo 60 sekund lahko spremljate, kaj se dogaja v vaši glavi. Privoščite svojim celem telesu, da je brez avtoceste misli. Se pravi, če vam 60 sekund uspe gledati samo v eno točko, pa o ničem ne razmišljati, ste na odlični poti. Izvoli. Wow. Za zaključek. Tudi jaz to poskušam. Ja, jaz bi pa rada še vam vsem povedala, da vedno poslušajte sebe, delajte to, kar vas veseli in osrečuje, le na ta način boste lahko srečni, boste to izžarevali in ne obupajte, strmite po tem, kar si želite in kar sanjate in če boste ogromno delali, se vam bo to enkrat uresničilo in ja, veliko se smejte, bodite srečni in veseli. Hvala, Maja. Nasvidenje. Čau.